Zakaj so nemški tigri obstali, ko so ga prvič zagledali? Zakaj so obveščevalska poročila Ehrmachta ta silhueto označevala za nočno moro iz prihodnosti? Zakaj na fotografijah iz konca 44. leta ta tank stoji v senci, kot da se boji svetlobe? Odgovor na to vprašanje ni skrit v oklepih, ne v topu, temveč v tem, kar se je dogajalo za kulisami sovjetske vojaške industrije v zadnjih mesecih vojne. Februar 44. Berlin se še drži, a fronta se že pomika proti zahodu, kot snežna plas. Na vzhodu, za linijo Visle, daleč stran od bombnih napadov, ponoči dela tovarna številka 200. Po dokumentih je to delavnica za popravilo težkih strojev. V resnici pa je to bila skrivna delavnica, kjer se je rodilo nekaj, kar so tudi inženirji imenovali izkrivljanje logike tankogradnje. Odzunaj je stala običajna baraka. Znotraj je bilo slišati ropot kovine, vonj segrete jeklene in dim tobaka. V kotu za načrti je sedel inženir z ožganimi prsti. Lusev, diplomant HPI, ki ga je vojna vrgla na oral. Govoril je, da ustvarja tank, ki bo izgledal tako, kot da so ga poslali iz prihodnosti, da bi končal to vojno. Ko so marca 44. prvi prototip izpeljali iz montažne delavnice, so mnogi obstali. Pred njimi je stalo nekaj, česar ni imel nihče na svetu. Nizek, stisnjen, kot sploščena klina, kjer je vsaka črta odhajala pod kotom, odrezala pogled. Čelo kupole ni bilo ravno, ne zaobljeno, temveč pod kotom, tako da je moral vsak projektile zmajevati, kot kamen po ledu. Debelina oklepa je 11 centimetrov, a zaradi oblike je deloval kot 20. Sovjetski inženirji so to poimenovali ščukast nos. Nemci, ko so prvič videli fotografije, so tank videli kot demonovo lice. Uradna poročila GBTU so datirana na 24. marec. Prototip težkega tanka Istri je bil testiran po oklepu, brez prebojev pri streljanju iz topa kalibra 88 mm z razdalje do 800 metrov. V oklepaju je bila opomba s svinčnikom. A to je bilo šele začetek. Od takrat se je začela legenda. Nihče ni videl, kako je ta tank potekal skozi teste. V arhivih so ostale le 3 fotografije, od katerih sta 2 zamegljeni. Na eni so ostanki granat, ki ležijo ob vznožju čela trupa, na drugi pa delavci zakrivajo številko tanka s svojo roko. Tretja je kopija iz tehničnega dnevnika, silhueta na ozadju tovarniške ograje. Spodaj je nekdo napisal s črnilom, ni za objavo. A najčudnejši del te zgodbe ni v samih testih, temveč v tem, kar se je zgodilo kasneje. Aprila 44. ko so sovjetske enote že napadale Königsberg, so se na enem od frontnih odsekov pojavile govorice. Nemci naj bi se srečali z novimi ruskimi tanki, ki jih ni mogoče prebiti. To se je slišalo kot frontna zgodba, dokler ni v Berlin prišlo poročilo iz štaba skupine Armade Visla. Tam je črno na belem zabeleženo pojavljanje neznanih težkih vozil z nenavadno konfiguracijo oklepa. Granate kalibra 88 mm se odbijajo ob neposrednem zadetku. Panika med izračuni PTO. Naprej je bila opomba roke oficirja. Preverite možno IS-2 modernizirano. Odgovora ni bilo. Sovjetski dokumenti tistega obdobja molčijo. Na strani enega inženirja tovarne številka 200,
ki je bil najden po njegovi smrti v 62. letu, je zapisana naslednja misel. 15. aprila so preizkusili številko 7043. Po tretjem strelu po ohišju je nemški projektil dobesedno zdrsnil po oklepu, pri čemer je pustil le prasko. Vsi prisotni so si izmenjali poglede. Nekdo je tiho rekel: "Neprobojno." Toda nadrejeni so ukazali, naj se o tem ne razpravlja. Ko se je vojna končala in je v Berlinu potekal znamenit parad zaveznikov, je po Rdečem trgu v Moskvi zapeljala kolona tankov. Med njimi so bile 3 naprave z nenavadnimi oblikami. Na fotografijah tistega dne je videti, kako se britanski častniki nagibajo naprej, da bi si ogledali sprednji del tankov. Ameriški opazovalci si izmenjujejo poglede. Francoski vojaški ataše zapisuje v zvezek: "Oblika kupole je nenavadna, kot da je bila zasnovana proti našim kalibrom." To so bili Istri. Svetu so jih pokazali le za nekaj minut, da so jih NATO spet skrili. A še vedno ostaja vprašanje, zakaj nemški tigri dejansko niso mogli prebiti njegovega oklepa? Uradno Istri ni sodeloval v bojih 2. svetovne vojne. Kljub temu obstajajo dokumenti, ki kažejo nasprotno. V arhivu Berlina se je ohranil zapisnik zaslišanja poveljnika tankovske čete Wehrmachta z 28. aprila leta 1945 na straneh je rokopisna opomba. Omenjen je bil nekakšen ploski IS, ki je odbil 3 zadetke v sprednji del. Zaposleni v arhivu poudarja, morda gre za zgodnje preizkuse Istri pri Kstrinu. Če verjamemo tej opombi, je Istri vseeno prišel na bojno polje in postal edini tank, ki so ga Nemci sprejeli za prototip iz druge dobe. Eden od prič tistih dogodkov, nekdanji vezist 3. tankovske armade, se je spomnil, da ko so naši sporočili, da so videli nek nov ruski tank, ki se po zadetkih niti ni kadil, nismo verjeli, a nato se je vrnil izračun z uničenim orožjem in rekel: "Topovi so neuporabni." Kot da odbija projektil. Takrat je postalo strašljivo. Ne zato, ker strelja, temveč zato, ker ne umre. Nekaj podobnega je zapisano tudi v poročilih zavezniške obveščevalne službe. Maja leta 1945 je britanski agent pod psevdonimom Tegen poslal poročilo v London. Na obrobju Berlina so opazili nove ruske tanke, ki se razlikujejo po nenavadno nizkem silhuetu in obliki kupole. Zdi se, da so odporni na standardne nemške kalibre. Natančni podatki manjkajo. Sovjetska stran zavrača komentarje. Nihče od zahodnih strokovnjakov ni vedel, kakšne naprave so to. Le redki sovjetski inženirji so razumeli, da vidijo začetek nove dobe, dobe oklepne tehnike, kjer ne odloča debelina oklepa, temveč njegova geometrija. Josif je v osebnih opombah zapisal: "Vsaka stran, vsak kot je izračunan, da povzroči dvom pri sovražniku, da postane top tigra neuporaben ne zaradi kovine, temveč zaradi strahu." Toda bilo je tudi to, kar niso pripovedovali niti na zaprti seji. V tovarniških poročilih iz maja leta 1945 se pojavi fraza: "Pojavljajo se strukturne vibracije ohišja pri streljanju z 220 mm orožjem. Potrebno je ojačanje sprednje nosilne palice." Pod tem je podpis vodje preizkušanja in kratka opomba z rdečo svinčnico: "Le ne zavirajte. Do Berlina je treba pokazati." In uspeli so. Ko so prvi 3 prišli v obrat, se je vojna že bližala koncu, a njihovo pojavljanje je postalo psihološko orožje, o katerem so kasneje pisali.
tank, ki je zmagal, ne da bi izstrelil en sam strel. Vendar se je tisto, kar se je začelo kot simbol moči, kmalu spremenilo v vir novih vprašanj. Zakaj ni nobena izmed naprav, ki so bile prikazane na paradi, ostala v izvirni obliki? Zakaj so prvi poročili o njihovih preizkušnjah izginili iz tovarniškega arhiva v 68. letu? In zakaj so nemški častniki, ki so preživeli vojno, kasneje trdili, da so ta tank videli v boju? Nekateri zgodovinarji to imenujejo naključje, drugi mistiko. Eden izmed veteranov sovjetske industrije je, ko so ga vprašali o prvih preizkušnjah Istre, le rekel: če bi vedeli, koliko papirja so kasneje sežgali, bi prenehali spraševati. A to je bilo šele začetek. Sredi poletja v 45. ko je Evropa praznovala zmago, na Uralu niso praznovali. Tovarniška številka 200 je delala neprekinjeno. Iz centra je prišlo naročilo, da se izključi uhajanje informacij o napravi številka 703. Pod to številko je bil tisti tank, ki ga bodo kasneje imenovali I-3. Vse, kar je bilo povezano z njegovo konstrukcijo, preizkušnjami, celo risbami vklopa, je bilo zaupno, kopije pa uničene. Le nekaj listov je preživelo v osebnih arhivih inženirjev kot naključni priči dogodka, o katerem se je zdelo, da nihče ne bi smel vedeti. Jeseni v 45. je na sestanku narkomatov obrambne industrije potekal pogovor, ki ga bodo kasneje imenovali nevidni spor. Na eni strani so bili konstruktorski timi, ki so bili prepričani, da je Istra preboj, na drugi strani vojska, ki je menila, da je naprava preveč skrivnostna. Eden izmed častnikov generalštaba je zapisal v svojem dnevniku: dobili smo tank, ki nasprotuje zakonitostim. Nobena izračun ne pojasnjuje, zakaj zdrži udarec. Zdi se, da je kovina enaka, a rezultat je drugačen. Morda oblika? Drug udeleženec sestanka je pripomnil: to ni tank, to je grožnja ravnotežju. V arhivih je ostala opomba z oznako za uradno rabo. Preveriti je treba stabilnost sprednjega dela pri večkratnih zadetkih, potrebno je izvesti ponovne ognjene teste. Prva komisija je dala nasprotujoče si rezultate. Naprej je prečrtan odstavek padel pod oznako zaupno. Vse, kar je bilo povezano s prednjim delom ohišja, je bilo obkroženo z ugankami. V tovarni so govorili, da je bila na prvih vzorcih po streljanju oklep tako zvenen, kot da oddaja zvok. Delavci so verjeli, da je jeklo živo. Inženirji pa so beležili nenavadne mikropoklje, ki so se pojavljali in izginjali sami. Eden izmed tehnologov, po imenu Drozdev, je v svojih opombah zapisal: po tretjem obstreljevanju se je kovina vibrirala, a se ni uničila. Imel sem občutek, da sama prenaša energijo udarca. Kasneje so ta zvezek odvzeli. Od konca 45. so tank začeli pošiljati vojakom, a neformalno so govorili, da so prve serije šle ne na fronto, temveč v zaprte poligone, kjer so potekali dodatni pregledi. Kaj natančno so tam preverjali, še vedno ni jasno. V enem poročilu za 64. leto, najdenem v arhivu Ministrstva za obrambo po razpadu zveze, piše, da pri streljanju iz Istri na razdaljo do 1,5 km opazimo resonanco artilerijske naprave, ki zahteva dodatno stabilizacijo, verjetno gre za konstrukcijsko napako. Vendar je spodaj dodano z drugim pisanjem.
Resonanca ni bila v topu, temveč v hišju. Po izstrelu se je tank kot dihal. Ta fraza je postala legenda med tovarniškimi delavci. Tank, ki diha. Nihče ni razumel, kaj to pomeni. Nekateri so trdili, da zaradi posebne razporeditve oklepnih plošč znotraj nastane učinek akustične valovne, ko udarec od zunaj prehaja skozi kovino in se vrača kot eho signal. Drugi so trdili, da je to le mit, opravičilo tehničnim težavam. Ampak zakaj potem poročilo, v katerem je bilo to omenjeno, izgine iz arhiva že v 44. Paradoksalno je, da je strah pred neprebojnim tankom imel tudi sam sovjetski preizkuševalci. V januarju 64. pri kontrolnem streljanju na poligonu blizu Nižnega Tagila je prišlo do incidenta. Orodje tanka je imelo okvaro. Naboj se je zataknil v cevi. Po navodilih bi bilo treba odpreti zaklop, vendar se nihče ni odločil. Vodja posadke je zapisal v dnevnik preveč neznanega. Če eksplodira, ne bo ostalo nič. Dokument je podpisan, vendar so priimki vseh udeležencev prečrtani. Spomladi 44. se v arhivu pojavi dokument z naslovom Poročilo o odstopanjih vzorcev 3. Prve strani, standardne tabele, masa, hitrost, prebojnost oklepa. A sredi je čudna vstavek. Pri obstreljevanju trofejnega ohišja nemškimi projektili kalibra 88 mm ni bilo prebojev. Pri obstreljevanju s temi istimi projektili novega ohišja je prišlo do razpoke po varnem šivu. Izvleček komisije je zvenel suho. Neskladje metalurških serij. Vendar naprej z rdečim svinčnikom brez podpisa. Sestava oklepa je bila spremenjena brez dovoljenja GBTU. Verjetno so bile uporabljene eksperimentalne legirane dodatke. Ta dokument so uničili pri reviziji arhivov v 60. letu, vendar je kopija ostala pri arhivistu, ki je kasneje priznal. Pustil sem en list, preprosto nisem mogel verjeti, da so lahko to izbrisali. Govorice o nenavadnih lastnostih Istri so dosegle tudi zaveznike. V 50. letu na razstavi trofejne tehnike v Berlinu so predstavniki Združenih držav in Velike Britanije posebej prosili sovjetsko delegacijo, da pokaže nov težki tank. Odgovorili so, da je bil umaknjen iz proizvodnje. V resnici so v tem času pod Moskovju potekali zaprti testi izboljšanega Istrina, modernizirane različice, o kateri niso govorili niti v tisku. Po spominih prič so testi potekali ponoči. Motor je deloval s tišim zvokom, kot da je bil utišan. Top je izvajal strele brez oslepljujoče svetlobe. Redkost za tiste čase. Prav takrat se je pojavila različica, da je I-3 postal prvi tank, ki se je naučil skrivati ne pred kroglo, temveč pred pogledom. Uradno so projekt modernizacije zaključili v 52. Neuradno je delo trajalo naprej. Obstaja navodilo Sovmin 14, podpisano z Berijo. Preveriti materiale ohišja vzorca 63. Rezultate je treba predstaviti osebno. Poročilo z rezultati ni bilo najdeno. Iz arhiva je izginilo skupaj s 30 drugimi zadevami tistega leta. Takrat so med tovarniškimi inženirji začeli govoriti, da je I-3 postal zaprta tema. O njem niso pisali v časopisih, niso ga prikazovali v kroniki. O pomembi v tehničnih revijah so vedno dodajali eno in isto besedo – zastarel.
A zakaj zastarel, če noben tuji tank tistih let ni mogel prebiti njegove sprednje oklepa? Odgovor na to vprašanje je izginil skupaj z osebo, ki je, po govoricah, hranila izvirne formule zlitine za ohišje. Imenoval se je Sergej Vlosov. V 55. so ga poklicali v Moskvo na poročilo. Več ga nihče ni videl. Čez leto dni se je v poročilu tovarne pojavila vrstica. V zvezi s reorganizacijo je bil projekt 703M zaprt. Dokumentacija je bila predana v arhiv GBTU. Arhiv je pozneje zgorel v požaru v 68. Naključje? Morda ja, morda ne. Ko so v 60-ih i3 postopoma začeli nadomeščati z novimi stroji, so jih odpovedali, uničili ali poslali v oddaljene garnizone. A nekaj primerkov iz neznanega razloga ni bilo v nobeni bazi. Dva izmed njih sta bila najdena po desetletjih v Kazahstanu na opuščenem poligonu, kjer so nekoč preizkušali eksplozivne naprave. Eden v stepi, drugi pod zemljo, v starem hangarju. Na kupoli enega je ostala napisa številka 703 vezano na 5 ne odpiraj. Lokalni delavci so pripovedovali, da je bil v hangarju, kjer je stal tank, material na stenah kot da ožgan od znotraj. In vonj ni bil dim, niti bencin, nekaj drugega, komaj zaznavnega, podobnega ozonu. Kasneje so to mesto zaprli, dokumenti so spet izginili. Do konca 70-ih je od i3 ostalo le še muzejske eksponate. Na razstavah so ga postavljali ob sodobne stroje in ga imenovali korak v preteklost. A tudi po desetletjih, ko je material že izgubil sijaj, je ta tank deloval nenavadno, kot da ne stara, kot da pod plastmi prahu skriva ne zgodovino, ampak opozorilo. Le ena oseba je vedela, da v stari delavnicah še vedno hranijo 3 kupole iz 3 brez oznak, brez številk. To je zapisalo v pismu, poslanem v 82. Če jih dvignejo, naj ne streljajo. To ni orožje. To je napaka, ki je ne smemo ponoviti, a to je že druga zgodba. 55. leto. Moskva praznuje uspeh nove generacije tehnike. V revijah pišejo o prihajajoči prenovi vojske, o novih tankih, ki lahko premikajo hitreje, streljajo natančneje, služijo dlje. A v enem izmed podmoskovskih NEI za debelimi betonskimi stenami inženir po priimku Kozin odpira staro sefi. Znotraj je mapa z oznako 703, posebna kontrola. Na naslovnici je zbledela pečat, pol izbrisana, a še vedno berljiva. Ne izdajati brez dovoljenja prvega oddelka. Vsebina, sheme, fotoreprodukcije in kratka ročna opomba. Vse preizkuse prekiniti. Rezultati ne smejo biti razkrite. Vrni se k temi po potrebi. Kaj to pomeni po potrebi? Takrat nihče ni mogel odgovoriti. i3 je bil že dolgo umaknjen iz proizvodnje. Enote so prehajale na nove serije, industrija se je preusmerila na olajšane konstrukcije. In vseeno je sredi 50 let tank, ki je bil uradno že zastarel, nenadoma spet prišel na dan v birokratskih dokumentih. Oktobra 55. leta se v tajnem poročilu Ministrstva za obrambo pojavi čudna vrstica. Opravljen je bil izlet komisije na objekt številka 17 za preverjanje stanja kovinskih konstrukcij strojev tipa 70. Površina se ne podaja standardnemu analizi, rezultati spektroskopije ne ustrezajo znanim podatkom.
Po enem tednu je dokument izginil iz poslovanja, oseba, ki je podpisala poročilo, inženir Lebedev, pa je bila premeščena v razpolaganje ministrstva in kmalu odpuščena. Njegov osebni dosje je še vedno zaupne narave. Vse se je začelo leta 1935, ko so na enem od starih poligonov v Kazahstanu zabeležili nenavaden pojav. Delavci, ki so čistili površino za nove teste, so našli v zemlji jekleni fragment, pokrit s čim podobnim črnemu premazu. Metal je bil tako gost, da ga rezila niso mogla obdelati. Ko so kos končno odrezali in poslali na analizo, je instrument pokazal nemogoče. Sestava je standardna oklepna jeklena zlitina, a gostota je bila višja za 7%. Takšna zlitina v naravi ni obstajala. Dokument, ki opisuje ta incident, je shranjen v arhivu pod oznako nepodlega digitalizaciji. Na robovih je nekdo s svinčnikom napisal fragment številka domnevno od S3. Od tega trenutka se je okoli S3 začela nova val skrivnosti. Zdel se je kot tehnika 40. Zakaj se vrniti k njej po 10 letih? Odgovor je prišel leta 1985, ko so se vojaki srečali z novo grožnjo. Pojavili so se prvi raketni projektili, sposobni prebiti katerikoli oklep. Vendar so krožile govorice, da je IS-3 zdržal neposredni udarec učnega projektila in ostal cel. Ti podatki so prišli neformalno prek zaprte mreže dopisovanja. Eden od uradnikov poligona se je kasneje spominjal: streljali smo na ohišje starega IS-3. Vse okolje je zgorelo, a oklep je ostal hladen. To ni moglo biti zgolj naključje. Spomladi 1985 se v poročilih sveta ministrov pojavi kratko naročilo: organizirati preverjanje arhivov tovarne številka 200. Vse vzorce, risbe in protokole IS-3 prevesti v posebno hrambo, a čez mesec dni je v istem arhivu izbruhnil požar. Dokumenti so bili uničeni. Po uradni različici je šlo za kratkostično povezavo, vendar so gasilci trdili, da je ogenj izbruhnil ne znotraj stavbe, ampak izpod kovinskih omar. Kot da bi prišel od spodaj. V poročilu o tem ni bilo omenjeno niti besede. Ostanke ohišja IS-3 so dostavili v zaprto hangar v Omsku. Tja je prispela skupina iz 8 oseb, inženirji, metalurgi, 2 uradnika posebnega oddelka. Po pregledu so sestavili akt, v katerem je bilo zapisano: v strukturi oklepa so opazne sledi kristalizacije, nenavadne za martenski jeklo. Molekularna mreža se je spremenila pod vplivom neznanega faktorja, verjetno sevanja. Nobena od domnev ne glede na to ni bila potrjena, a dejstvo je ostalo dejstvo. Metal starega tank se je obnašal kot živ. Po 2 tednih je bila komisija razpuščena, vsi njeni člani pa so podpisali dokument o nerazkrivanju. 2 sta kmalu izginila iz kadrovskih seznamov. 60. leta so postala čas, ko o tanku IS-3 sploh niso več govorili. Vendar so se v tehničnih revijah tistega časa začeli pojavljati namigi, članek o obremenitvenih resonancah, opomba o nenavadnem vedenju jekla pri udarnih obremenitvah. V eni od objav revije Vojaška misel iz 63. leta se pojavi fraza: nekateri tipi oklepa, ustvarjeni po predvojnih tehnologijah, prikazujejo samo pokabsejrpšan energije granate. Podpisa ni, vendar po slogu to piše nekdo, ki je vedel za IS-3.
V 66. so tanki te serije začeli množično izločati. Kljub temu so ponoči na enem izmed uralskih poligonov še vedno odmevali streli. Uradno so preverjali zastarele vzorce, neformalno pa so primerjali Istri z novimi stroji. Priča, nekdanji voznik testirnik, je po letih pripovedoval, da je, ko so streljali iz novega topa po ohišju starega Istri, granata preprosto odbila. Na oklepu so ostali sledi, a razpok ni bilo. Inženir je takrat dejal: ne kovina, temveč ogledalo. Potem je ukazal vsem, naj molčijo. V letu 1968 je prišlo do incidenta, ki ni prišel v javnost. Na poligonu v Semipalatinsku je eksplodiral skladišče municije. Uradna različica: kršitev varnostnih pravil. A dan pred eksplozijo so tja dostavili Istri iz tovarne v Nižnem Tagilu, zadnjega od ohranjenih bojno sposobnih. Po eksploziji je od skladišča ostala krater globok 2 nadstropja, od tanka pa le kupola, odvržena 50 metrov daleč. A kovina kupole ni bila stopljena, le potemnela je, kot obžgana kamenina. Fragment te kovine so nato poslali v Moskvo v laboratorij številka 9 Akademije obrambnih znanosti. Rezultati analize še niso bili objavljeni. Na začetku 70-ih, ko je vse okoli govorilo o novi dobi tehnologije, je nekdo ponovno spomnil na Istri. Na enem od zasedanj Državne komisije za oborožitev je akademik Gorde vprašal, zakaj materiali o Istri še vedno niso deklasificirani. Minilo je 30 let. Odgovor predsednika je bil kratek. Nekateri razvojni projekti se še vedno uporabljajo. Vprašanje je zaprto. Takrat nihče ni razumel, kaj je imel v mislih. A čez nekaj let se bo na svetlo prikazal povsem drugačen stroj z nenavadno zasnovo, s prednjim delom, ki sumljivo spominja na ščučji nos. In v njeni dokumentaciji bo vrstica, da je osnovana na rešitvah, razvitih leta 1944. Uradna zgodovina se je končala, neuradna pa se je šele začela leta 1974. V enem od moskovskih arhivov je tehnik naključno našel mapo z oznako Istri materiali za akustično zaščito. Znotraj so bili čudni zapisi o faznih nihanjih ohišja pri zunanjih vplivih. In še ena vrstica, napisana ročno. Ne odpiraj ob nepooblaščenih. Rezonančna je nepovratna. Čez teden je mapa izginila. V 70-ih ta tank že ni bil v oborožitvi, a so ga občasno omenjali kot senco, kot simbol nečesa, kar se ne da razložiti. Nekateri so menili, da je Istri postal zadnja povezava med dobo oklepa in dobo strahu, ker je strah pred njim ostal tudi, ko je sam tank izginil. Ali je res izginil? Poletje leta 1979. V stavbi nekdanjega vojaškega arhiva na ulici Sadova-Kudrinska je dišalo po prahu, starem papirju in mokrem lesu. Novinarju Sergeju Šahovu so dodelili 1 uro, da pregleda izbor deklasificiranih dokumentov iz časov vojne, gradivo za jubilejno številko revije Vojaška kronika. Toda med 10 zvezki s poznanimi oznakami I2, se, U100KV je njegov pogled obstal na mapki, kjer ni bilo naslova, le skrbno napisano s svinčnikom. 703 ne dotikaj se brez dovoljenja. Odprl jo je po naključju. Prvi list je bil skoraj prazen, le oznaka posebne pomembnosti in datum, marec 44.
Naprej so bile sheme, tabele in nenavadni opisi. Korpus je prenesel 3 neposredne zadetke brez preboja. Zaznana sprememba strukture materiala po obstreljevanju. Analiza ni dala rezultatov. Na robovih je s modrim peresom pisalo, da ne sporočajo medije, preveriti različico o akustičnem odklonu energije udarca. Sergej ni razumel, kaj to pomeni, a je začutil, da je nasledi nečemu, česar so se dolgo trudili ne spomniti. Čez teden dni je prejel dovoljenje za vstop v centralni arhiv Ministrstva za obrambo formalno za pripravo članka o sovjetskih tankih proti koncu vojne. Neformalno je iskal omembo skrivnostnega 703. Čim globlje se je poglabljal papirje, tem več nenavadnosti je odkrival. Mapice, kjer bi morali biti poročila o preizkušnjah, so bile prazne. Namesto strani so bile le kartonske podloge z napisom. Dokumenti so bili zaseženi 17. MVB 1959. Eden od arhivistov, star človek v obrabljenem telovniku, je tiho rekel: 600 iz 3. Da, ne priporočam. Niti ga ni in nikoli ga ni bilo. Ta fraza je zvenela skoraj kot grožnja. Sergej je zapisal zvezek, zakaj ni bilo, če obstajajo poročila. Kmalu je njegovo zanimanje začelo pritegniti pozornost. Ob 3. obisku v arhivu so ga že opazovali. V čitalnici se je pojavil moški v civilu, ki je prelistaval sosednje zadeve, a je vsakokrat gledal čez ramo. Ob izhodu je k šahovu pristopil dežurni in suho izrekel: vaše dovoljenje je bilo razveljavljeno. Gradivo je bilo preneseno v oddelek za preglede. Na tem bi se preiskava lahko končala, če ne bi bilo ene naključnosti. Konec avgusta je Sergej prejel pismo brez povratnega naslova. Znotraj je bila požgana fotografija, tam s karakterističnim poševnim nosom. Na hrbtni strani s svinčnikom. Kurgan, skladišče 44, ne podlega evidenci. V tistih letih je bilo skoraj nemogoče priti do zaprtega objekta, a preko znanega televizijskega operaterja se je zaposlil kot pomočnik v skupini, ki je snemala dokumentarni film o oklepnih enotah. Potovanje v Kurgan je bilo formalno za snemanje kronike, dejansko za preverjanje nenavadne fotografije. Skladišče 44 je bilo 20 km od mesta, na območju nekdanjega vojaškega poligona. Počene vrata, stražar z obrabljenim žetonom, tablo. Vstop strogo po seznamu. Ko je skupina odšla, je Sergej ostal, pretvarjajoč se, da je pozabil torbo. Čez nekaj minut se je znašel znotraj. Hangar je bil ogromen in temen. V poltemi so se risali obrisi 10 vozil, a v daljnem kotu je stalo nekaj drugega. Ne kot muzejskega eksponata, ne kot maketa, kot da je živo. Nizek korpus, gladek, skoraj brez šivov. Kupola s tisto obliko, o kateri je bral v poročilih. Poševne črte, ki se spuščajo navzdol, kot da so zlitine z oklepom. Na čelu ohišja so komaj razločljive črke I37003. Pristopil je bliže. Kovina je bila nenavadna, ne rjavela, ne matirana, kot da jo je poliral čas. In kar je bilo najbolj nenavadno, je bila na dotik topla. Sergej je vse zapisal v zvezek, fotografiral, a že pri izhodu so ga ustavili. Dvojica v sivih plaščih brez identifikacijskih dokumentov. Eden je kratko dejal:
Predajte fotografije. To ni za objavo. Ni se prerekal, a eno filmsko trak je pustil v podložki jakne. Čez mesec so Šakhova poklicali na pogovor. Tam, kjer so ga zasliševali, ni bilo tabel in napisov. Vprašanja so postavljali mirno, vljudno, a s tonom, ki je povzročal hlad v prsih. Kje ste videli ta tank? Kdo vam je dal fotografije? S kom ste še govorili? Poskušal je odgovarjati izmuzljivo. Takrat je eden od častnikov položil na mizo znano mapo, tisto z napisom 703, in izgovoril: če želite vedeti, kaj je to bilo, pozabite. To ni vaš material. Več ga niso spustili bližje tej temi. Minila so leta. Na začetku 80-ih je Šakhov že delal v drugem reviji, pisalo o vesolju, o industriji, a ne o vojni. Občasno, ko je pil sodelavci, se je spomnil zgodbe s tankom. Nekoč je dejal: takrat nisem vsega predal. Imel sem en izvod. In dodal tiho: tam so bile prave podpise. Eden inženir Lusef, drugi Vlosov, tretji neznan. 3 priimke, 3 podpise, 3 različne črnila. Eden je umrl v 49., drugi izginil v 59., tretji ni obstajal v nobenem seznamu tovarne, a vsi trije so podpisali dokument z naslovom Eksperiment 703 in rezultati fazne stabilizacije. Kaj je to pomenilo, nihče ni vedel. Na koncu poročila je bila fraza: tank prikazuje učinke samoregulacije po udarnih obremenitvah. Nadaljevanje: nevarno. Projekt zapreti. Potem je Sergej prenehal poskušati objavljati karkoli, a nedolgo pred smrtjo v 91. letu je poslal kuverto enemu mlademu zgodovinarju mehaniku, ki se je ukvarjal z arhivom oklepne tehnike. Znotraj je bil tisti filmski trak in kratko pismo. Če se odločiš odpreti, tega ne počni sam. Film so razvili šele ob koncu 90-ih. Na njem je bilo 5 posnetkov. 4 običajni hangar, tla, tehnika. 5 je bil zamegljen, kot da je bil preosvetljen, a pri povečavi je bilo videti v hiše tanka, sprednji del in nenavadno žarčenje, ki je prihajalo iz kovine, kot da je odsev nevidne svetlobe. Tisti, ki je videl ta posnetek, je dejal: to ni odsev, to je pulzacija. Potem je slika izginila, človek, ki je razvijal film, se je odpovedal in odšel iz države. Nihče več ni videl izvirnika, a v neformalnih poročilih na začetku 90-ih je zasvetila kratka omemba: na območju nekdanjega poligona pod Kurganom je bilo zabeleženo močno elektromagnetno sevanje nejasnega izvora. Vir: kovinski objekt, delno zakopana v zemljo. Naprej je bila pripomba: preveriti, mogoče, ostanke tehnike obdobja VV. In vse formalno konec zgodbe. Ampak ali lahko sploh obstaja konec nečesa, kar uradno nikoli ni obstajalo? Jesen 82. leta. V arhivu Ministrstva za obrambo je spet zadišalo po plesni, starem papirju in zadušenem zraku, kot da so se sami zidovi spominjali nečesa, česar se ne bi smeli spominjati. Zgodovinar Viktor Pavlovič Gračev je iskal gradivo o modernizacijah tankov iz 50-ih let, ko je med urejenimi škatlami z inventarnimi številkami opazil eno brez oznake. Na pokrovu je zbledela napis 703S: uničenje.
Odprl je pokrov. Znotraj so bile filmske trakove, fotografije, nekaj telegramov in pogorel protokol s pečatom strogo zaupno. Prvi stavek poročila ga je zmedel. Rezultati preverjanja kovinskih vzorcev z vozil so potrdili nenormalne lastnosti pri segrevanju in obremenitvi. Nato so se pojavila čudna besedila, kot da so bila iztrgana iz tehničnega sna. Spomin oblike, notranja struktura je neenakomerna, odstopanje od standardnih zlitin. Prebral je in ni verjel. Takšni izrazi v dokumentih iz 50-ih preprosto niso mogli nastati. Gračev je našel gradivo v laboratoriju materialnih znanosti pri Vojaški akademiji. Mlad inženir metalurg je, ko je pogledal dokumente, le zamahnil. Če to ni šala, potem je ta zlitina pred svojim časom za okoli 40 let. Čez teden dni so Gračeva poklicali. Glas je bil vznemirjen. Preverili smo kos oklepa, reagira na temperaturo, ob segrevanju se vrača v prvotno obliko. Razumete, kaj to pomeni? Ni odgovoril. Preveč dobro je razumel. Kmalu po tem klicu so laboratorije obiskali predstavniki ministrstva. Rezultate eksperimentov so zasegli, vzorci kovine so izginili. Inženirja so premestili v drugo mesto, a Gračev je uspel narediti kopije dokumentov in jih skriti v domačem arhivu. Takrat še ni vedel, da bodo ti papirji postali njegova prekletstvo. V 84. letu so ga poklicali na pogovor v isto sivo stavbo, kamor so pred 30 leti pripeljali novinarja Šahova. Pogovor je trajal manj kot 1 uro. Nobenih obtožb, le prošnja, naj se ne dotika starih tem. Ko je prišel na ulico, je opazil, da ga opazujejo. Potem je zapustil inštitut, odšel v Tver in nikoli več ni omenjal I3. A pred odhodom je pustil v knjižnici akademije sporočilo, vloženo med stranmi redke knjige. Tank I3 ni le jeklo. To je napaka, ki se ponavlja vsakih 20 let. 15 let o njej nihče ni vedel. Dokler ni leta 99 študent po imenu Zotav našel te knjige. Študiral je zgodovino sovjetskih zlitin in naletel na to sporočilo. Odločil se je preveriti, ali gre za mit ali ne. V tistih letih so arhive že začeli digitalizirati. Del dokumentov so razkrili, a mnoge fascikle so ostale zaklenjene. Med njimi je bila zadeva pod številko 703M. V opisu je pisalo: gradivo za projekt težkega tankov, zaprtega leta 1955. Rok hrambe ni omejen, dostop prepovedan. Zotav se ni predal. Preko znanca je dobil začasno dovoljenje za dostop do skladišča tehničnih poročil. Tam, za trdimi vrati z napisom "Delo z dokumenti samo pod nadzorom", je našel tanko fasciklo, v kateri ni bilo načrtov ali shem, le list s kratko opombo. Na osnovi zlitine številka 47K se načrtuje razvoj novega materiala za vesoljske obloge. Vir podatkov je projekt 703. Ta vrstica je vse obrnila. Če je kovina I3 res postala prototip za vesoljske tehnologije, to pomeni, da niso le proučevali njenih lastnosti, ampak so jih tudi uvajali. Vendar tega ni bilo mogoče dokazati. Mesec dni potem, ko je Zotav sprožil zadevo, so arhiv zaprli zaradi prenove. Ko je bil dostop ponovno omogočen, je mapa izginila. V 90-ih je vse razpadalo,
tovarne, arhivi, inštituti. Mnogi dokumenti so preprosto končali na smetišču. Na enem takem skladišču blizu Nižnega Tagila so lokalni delavci našli škatlo s kovinskimi vzorci in listom papirja, na katerem je pisalo: "Ne uničujte kontrolnih plošč." Ko so jih predali v odpad, je pri taljenju prišlo do okvare. Temperatura v peči je nenadoma padla, kovina se ni pretopila. Delavci so se šalili, da je nepretopna jeklo kot živo. Nihče ni razumel, kaj so pravzaprav pretopili. Na koncu 90-ih je od zgodbe Istri ostalo le še nekaj fotografij v muzejih in kratke omembe v priročnikih. A občasno se je kdo spomnil. V poročilih o vojaških preizkušanjih so se pojavljale besede materiali posebne trdnosti. Geometrijska oklepna zaščita, samo krepitvena struktura. Vsakič je ob strani migetala številka 703. In vsakič je po nekem času dokument izginil. Zadnji sled se je pojavil na začetku 2000-ih, a tja ne smemo vstopiti. Uradno se je vse končalo v 90-ih, neuradno pa je Istri ostal senca, ki je prešla skozi desetletje. Stroj, ki ga ni bilo mogoče uničiti, ker sprva ni bil le stroj. Občasno na starih streliščih, kjer so nekoč streljali njegovi topovi, najdejo koščke jekla. Na soncu se svetijo s čudnim mat sijajem. Ko se ji dotakneš, se zdi, da kovina še vedno hrani toploto in nihče ne ve, kaj je znotraj, ker si nihče več ne upa prerezati tega jekla. Februar 99. leta na ozemlju nekdanje tovarne za popravilo tankov Podomska so se pripravljali na rušenje starih delavnic. Zgradbe, zgrajene še v 40-ih, so že dolgo stale zapuščene, stekla so bila razbita, stropi so se porušili, stene so bile razpokane. Podizvajalci so se nameravali očistiti prostor za novo proizvodnjo, a eden izmed delavcev, ko je zlomil porušeni opečnati steni, naletel na kovinska vrata brez ročke, brez tablic, zakopano v beton, kot da jih niso odprli desetletja. Ko so odprli odprtino, se je znotraj izkazalo, da je prostor brez oken, s potemnelimi stenami in vonjem po olju. Sredi sobe je bila škatla. Na pokrovu sta bili vidni dve črki 703. Pol vrata v arhiv. V škatli so bili dokumenti, stari krhki rumenkasti listi, napisani s pisalnim strojem. Na vrhu je bil zapis iz marca 53. leta o prenehanju preizkušanj izdelka 703. Pod njim je bilo več prilog z izračuni, tabelami, shemami in na koncu kratka opomba brez podpisa. Nikoli ne uporabljati. To ni oklep, to je lupina. Zapomni si udarec. Delavci so predali škatlo varnostnikom, dan kasneje so v tovarno prišli ljudje iz Moskve. Vse dokumente so odpeljali. Uradno za inventuro. Neuradno. Nihče jih več ni videl. Mesec dni kasneje je novinar lokalnih časopisov, ki je slišal govorice, začel lastno preiskavo. On je našel v arhivu nekaj starih objav v tovarni, kjer se je pojavilo število 703, vendar le na seznamih pošiljk brez pojasnil. Poskusil je pridobiti materiale. Zavrnitev. Kasneje mu je poklical neznanec in rekel: "Ne iščite, ti tanki niso odpisani, spijo." Ta fraza se je zdela absurdna, a prav to je postalo začetek zadnjega poskusa priti do resnice. Spomladi istega leta je skupina entuziastov,
zgodovinarjev odpotovala na jug Rusije, kjer naj bi se po govorici nahajal zapuščen poligon iz časov hladne vojne. Na starih zemljevidih je ta objekt označen kot preizkusna ploščad številka 9. Ko so prispeli tja, se je mesto izkazalo za opečeno. Rjavkasti okviri, ostanki betonskih zaklonišč, fragmenti kovine. Toda med temi ruševinami je stal oklep tankov, nesodoben, ne iz 70. let. Star s karakterističnim zlomom sprednje plošče. Plaz prahu, ožgana barva, a linije so bile prepoznavne. Izbriši. Odstranili so pokrov odprtine. Znotraj je bilo prazno. Ako je eden izmed njih dotaknil notranje površine oklepa, je bil kovinski del topel, neogret s soncem. Zrak je bil hladen, martovski, topel, kot da je živ. Zapiski ekspedicije so kasneje izginili. Le en fragment se je ohranil. Kratka avdioposnetka. Na njem je slišati glas neke brni, kot da prihaja iz notranjosti. Potem je prišla tišina in oster pok, podoben kratkemu razelektrenju. Datoteko so našli v 90-ih, ko so že pripravljali material za muzej oklepne tehnike, vendar v uradno razstavo ni prišla. Kustos projekta je dejal, da posnetek nima zgodovinske vrednosti, čeprav je vsak, ki ga je slišal, opazil eno. V ozadju brnenja je bil ritem, šibek, pulzirajoč, kot utrip srca. Do konca 90-ih je tema I3 spet prišla na dan v poročilih. V vladnih povzetkih se je pojavilo omembo, izvesti pregled objektov skladiščenja razreda 703. Preveriti stanje oklepa in raven preostale aktivnosti. Kaj je preostala aktivnost, nihče ni razložil. Čez mesec je ta vrstica izginila iz vseh kopij dokumenta. Decembra 99. je skupina raziskovalcev poskušala najti mesto, kjer naj bi po govoricah hranili 3 eksperimentalne oklepe. Stare koordinate so vodile v globino tajgeno območje, ki je bilo na bilanci gozdarskega podjetja, a tam ni bilo nič, le betonska tla, tirnice, ki so vodile v nič, in sledi težkih gusenic, kot da je nekdo odvažal nekaj ogromnega. Eden od udeležencev ekspedicije je kasneje pripovedoval, ko smo stali tam, je bil v zraku nizek hrup. Tudi naprave so reagirale, kompasi so se vrteli, baterije so se takoj praznile, potem pa je prišla absolutna tišina. Takrat nihče ni razumel, kaj to pomeni. Pa tudi razumeti je bilo nemogoče. Do januarja 207. leta so preostale arhive o temi 703 dokončno zaprli. Na vratih oddelka se je pojavilo novo ime font odpisanih izdelkov. Notranjost ni bila dostopna nikomur. Ponoči, ko je plin svetil, je znotraj, kot so govorili varnostniki, včasih prišel čuden kovinski zvon, redek, globok, kot da je nekdo dotikal jeklene plošče od znotraj. Potem so zgradbo podrli. Na njenem mestu so zgradili nov arhiv. Brez oken, brez napisov. Le beton, varovanje in kodirana vrata. Na eni izmed mrzlih večerov je varnostnik, ki je tam delal zadnje leta, sosedu povedal, da sliši zvok, podoben gusenicam. Gluh, enakomeren, ki se je poglabljal v zemljo. Ko je ta prišel preverit, ni bilo ničesar, le zemlja pod nogami je komaj da vibrirala. O tem niso pisali v poročilih. Ne zato, ker bi se bali, ampak preprosto so vedeli,
da je to brez smisla. Kdo bi verjel, da lahko tank, izdelan leta 4-5, ustvarja hrup pod zemljo 50 let pozneje? Zakaj so nemški izračuni protitankovskih topov imenovali njega za neprodirnega? Zakaj so poročilih skupine Severne armade pojavlja beseda panika, čeprav gre za okrepitve, ki so preživele skozi stotine kilometrov ognja? Odgovor leži v podrobnostih, ki običajno ne pridejo v učbenike. Nemški projektil, izstreljen iz topa kalibra 88 mm, ob stiku s čelom Istri ni puščal običajne vdolbine. Odšel je na stran, pri tem pa pustil kovinsko praskanje, kot bi z nohtom po steklu. Ljudje pri topovih niso slišali zvoka, ko je oklep bil zadet, temveč tuj zvok, gluh pok, po katerem se je stroj nadaljeval, kot da se ni zgodilo nič. In če za artilerista ni zvoka poraza, potem tudi ni zmage. Strah se je rodil tam, kjer fizika ni ustrezala pričakovanjem. Stenogram zaslišanja oficirja Ehrmachta, najden v berlinskem arhivu po vojni, je sestavljen iz kratkih stavkov. Videli smo nov težki, streljali smo 3-krat. Ni se ustavil, odšel je pod kotom. Poveljnik je naročil zamenjavo položaja. O čudežih se niso pogovarjali, a bilo je jasno, da to ni oklep, temveč geometrija. Na poli s svinčnikom je bil psihološki učinek maksimalen. Suha beseda o ljudeh, ki so prvič v življenju videli, kako njihov absolutni kaliber ne reši ničesar. Vsi, ki so preučili notranjo dokumentacijo izdelka 703, so prišli do iste fraze: oblika je delovala namesto debeline. Ščukasti nos ni bil paradeven kaprice. Pokrival je šibke točke, onemogočil normalen kot stika, pretvoril direkten udarec v drsenje. Uradni akt ene od komisij, ravno ena stran. Verjetnost preboja čela ohišja pri razdaljah do 1000 metrov je majhna. Glavni razlog, neprijeten kot stika. Pri obstreljevanju iste moči pod drugačnim kotom je možna razpoka vzdolž šiva. Spodaj tuj rokopis. Razpoka je izginila pri ponovnem segrevanju. Fiksacija je neobvezna. Zapis ni podpisan, zato se zdi, da ga nikoli ni bilo. Do konca 90-ih, ko so skladišča na obrobju držav in obdobji postala podobna območjem pozabe, so od te zgodbe ostali le drobci, otrgani listi s tujimi podpisi, trakovi fotofilmov, nepopolni katalogi. A v tovarnah, kjer so nekoč sestavljali te stroje, so vedeli, da ni pomemben le kovina, temveč to, kako so jo prisilili, da se umakne pred udarcem. Tisti, ki so varili sprednje dele, so se spominjali, da je po nočnih izmenah delavnica žuborela ne od strojev, temveč je žuborel zrak, kot da je v stenah ostala odmev strelov. Sestavljavci so govorili, da je bila kupola nameščena tako tesno, kot da se ni oblačila, temveč vlekla. In ozunaj je to izgledalo kot ena sama linija, brez šiva. Nihče ni iskal mistike v tem. Preprosto so vedeli. Geometrija je prikrivala slabosti, nevidni strah pa je naredil ostalo. V arhivu so posebne opazke o izdelku 703, ki vsebujejo protokol, podpisan brez navedbe funkcije. Psihološki učinek vizualnega videza stroja je potrjen. Tudi ob odsotnosti dejstev o porazu je nasprotnik nagnjen k pretiravanju njene zaščite. Vizualna gostota silhuete in nenavadna oblika sprednjega dela povzročata napačno oceno.
V izračunih artilerije se beleži pomanjkanje razdalje in umik s položaja po prvem odboju. Priporočljivo je demonstracijsko uporabo. Niti imena, niti datuma, vendar iz konteksta je razvidno. Konec leta 44. In še ena vrstica, ki jo bodo kasneje citirali. Ne zmaguje debelina, zmaguje dvom. V posebni mapici ležijo pričevanja, koščki projektilnih lupin z raztegnjenimi, izrabljenimi sledmi drsenja, liste z oznakami, kateri kaliber, kateri kot, kakšna razdalja. Na enem je opomba ročno napisana. Pri dotikajočem udarcu se projektil vrti v stran, izgubi stabilnost in se prevrne v zemljo. Očitno prednji del istri povzroča prekinitev. Močneje od običajnega v poročilo ne vključiti. In spet kratek svinčnik. Poročilo vsebuje le dejstva. Prekinitev ni dejstvo. A ta neobjavljena prekinitev je razlagala tisto, o čemer bodo kasneje govorili veterani PTO. Niso videli le poraza, temveč so videli, kako matematika nenadoma ne deluje. Ne slišati svojega obrtnika je za vojaka slabše od preboja. Med kopijami telegrama so suha opozorila, uradni govor, ki v grlu povzroča prah. Kolono novih vozil pri daljni transportu pokriti s plašči, fotostrele omejiti, stik s tujimi predstavniki preprečiti, ukrepe prikrivanja okrepiti. Na hrbtni strani ena sama fraza: ne bojo se oni, bojiti se moramo mi. Senca veličine je nevarnejša od pomanjkanja veličine. Fraza ni podpisana, vendar pojasnjuje marsikaj. Demonstracija moči, ki se izvajalcem zdi uspeh. Za tiste, ki živijo skrivnostmi, se spremeni v tveganje. Preveč svetla silhueta zbira odvečne poglede. In vendar prava razpleta ni v skrivnostnosti in ne v legendah, temveč v tem, kako so bili sprejeti zaključki. V poročilu Akademije oklepnih sil iz konca 40-ih, ki ga redko citirajo, je formulacija, ki je tuja učbenikom. Sprednji del istri prerasporeja tlak stika. Nastane območje, kjer kinetična energija projektila odhaja v drsenje. Posadki se zdi, da tank odbija udarec, čeprav je to optična in kinematična iluzija. Svojim gibanjem stroj nadaljuje pot. Nasprotnik dobi občutek brezsmiselnosti ognja. Poenostavljeno rečeno, strah je tudi inženirska rešitev in tega ni več mogoče izmeriti s kalibrom. Na mizi ležijo kopije neugodnih listov. Opombe konstruktorjev so zadržane brez publicistike. Pri obstreljevanju z različnih kotov velika kaliber daje prednost le pri neposrednem zadetku. Kot ne izbira artilerist, izbiramo ga mi. Preprosto, celo grobo, ampak v vojni groba preprostost pomeni obrtništvo. Takšno razlago ne odpravi paradoksov. Zakaj pa se v dokumentih šepeta o pulziranju hiša? Zakaj so inšpekcije beležile nezaželene nihaje, a so se izogibale besedi defekt? V enem od dodatkov, ki se zdi, da obvezuje k strogi govorici, se pojavi. Po seriji udarnih obremenitev se zabeleži kratkotrajna toplota. To je razumljivo s fiziko. Udar se greje. A nato sledi stavek, ki ne spominja na suho laboratorijsko govorico. Toplota se ne čuti na površini, temveč kot da prihaja iz notranjosti kovine. Tako o tehniki običajno ne pišejo. Tako govorijo ljudje, ki se bojijo,
da bi prizadeli tujo skrivnost. Prav na tej meji, med brezbrižno znanostjo in tiho zaskrbljenostjo, se zgodba tudi konča. Na koncu 90-ih je zadnji preveritelj, ki je nadzoroval blok pisem z mest, pustil kratko službeno beležko. Pošiljanje legend preneha. Dovolj je muzejske razstave. Preostali materiali so v skladu z omejenim dostopom. Pregledovati jih je treba vsakih 10 let. Datum: december zadnjega leta tisočletja. Podpis: zamegljen, a razumljiv. Pod njim majhna madež, kot od vode. Kot da je kaplja dotaknila papirja v trenutku, ko črnilo še ni bilo posušeno. Tako se zgodba nemških tigerjev ni mogla prebiti. I3 nastane iz 3 realnih linij. Prva: geometrija, ki prisili udar, da postane drseč. Druga: načini delovanja kovine, v katerih se sila razprši po površini, kot voda po robu krožnika. Tretja: psihologija, kjer so dvomi strelca močnejši od njegovega kalibra. Na presečišču teh linij se pojavi tisto, kar v protokolih sramežljivo imenujejo učinek. Učinek ni oklep in ne šrapnel. Učinek je misel, ki se je rodila pri nasprotniku v trenutku, ko so običajne formule prenehale delovati. Zdaj, ko so v katalogih ostale le inventurne kartice in so ljudje, ki so podpisovali akte, odšli, ta zgodba nima pravice do opombe. Njeni dokazi so ukrivljeni brazgotine na sprednjem delu muzejske naprave pod svetlobo, ne izgledajo kot sledi strelov, ampak kot obrabi časa. Če s prstom potegnete po teh brazgotinah, bodo blazinice začutile ne jamice, ampak gladke poti, kot da je nekdo pred mnogimi leti potegnil po njih s toplim kamenjem. Zaposleni v muzejih radi pravijo, da so to rikokheti, vljuden odgovor za obiskovalca, ki je prišel videti legendo. V resnici so to vprašanji, vgrajeni v kovino, o tem, kako graditi stroje, ki se ne držijo oglaševanja, temveč dvoma nasprotnika. Na koncu mape, ki je preživela, tiste brez ovitka z bledelim številom, leži list, natisnjen na pisalnem stroju. Ne naslovke, ne oznak, le 2 vrstici. Zadeva 703 je zaprta. Po potrebi jo odpreti, a ne za vse. Spodaj nagnjena črka, kot da se je avtor mudil. Če jo odprete, je ne postavljajte blizu oken. Podnevi je bolje, da je ne prikazujete. Ponoči izgleda prepričljiveje. To je seveda le stavek, a pojasnjuje, zakaj je legendo o neprebojnem tanku tako enostavno pripovedovati v Poltemi. V Poltemi obiskovalec sliši, kako granata rikokhetira. V Poltemi je lažje verjeti, da kovina zna zapomniti udar. V Poltemi se lastna senca zdi debelejša, tuji strah pa bližji. In to je zadnje, kar je ostalo. Kratko pismo brez podpisa, najdeno v kuverti med drugimi. Nemci so sedeli od strahu ne zaradi granate. Prestrašila jih je tišina po strelu. Tišina pomeni, da tank ni umoru. Gre, ti pa ne veš, kam pobegniti. In v tem trenutku ne odloča kaliber, temveč to, kdo bo prvi pomežiknil. Za to frazo v pismu ni niti pike, niti datuma. Papir se konča sredi vrstice, kot da so ga iztrgali iz zvezka. Spodaj se vidi odtis prsta, kot majhna senca, ki je ostala na belem. Naprej ni nič, niti podpisa, niti pečata,
niti novega lista. Naprej je le še pavza, v kateri se slišijo zelo tiha zvok, ki ga tisti, ki ne vedo, kaj poslušati, sploh ne slišijo. Spet se pojavi znan gluh šum.